Večina otrok v vrtcih dobi kar 3 do 4 od 5 dnevnih obrokov, osnovnošolci pa 2 do 3. Številni otroci iz socialno šibkejših družin v vrtcih in šolah pogosto dobijo edini zdrav in kvaliteten dnevni obrok. V Sloveniji imamo dobro razvit sistem javne prehrane, ki pa ni samoumeven. Marsikje po Evropi takšne podpore otrokom sploh ni. Zato ga moramo ohranjati in razvijati. Projekt Prehrana za okoljsko petko spodbuja uporabo lokalnih ekoloških živil v javnih zavodih in prispeva k vzpostavljanju trajnostnega prehranskega sistema v Sloveniji. Na praktičen način želimo doseči 15% delež ekoloških živil v šolski in vrtčevski prehrani. Osrednji sklop aktivnosti, ki so v večini potekale v letu 2024, smo poimenovali Dnevi lokalne ekološke hrane v šolah in vrtcih. Vključenih je bilo 7 osnovnih šol in 2 vrtca iz različnih slovenskih regij, udeležilo se jih je več kot 3500 otrok, zaposlenih in gostov. Vsaka šola je obiskala lokalno ekološko kmetijo. Učenci osnovne šole Oskarja Kovačiča iz Škofij na Primorskem so obiskali ekološko kmetijo Žgajnar. Učenci osnovne šole Jelšane iz Primorsko-Notranjske regije so na kmetiji Slavec pomagali pri pobiranju jajc in prinesli tudi živila za šolsko malico. Skupina iz osnovne šole Jesenice je pod vodstvom Aljaža Jakopiča obiskala kmetijo Markelj. Poleg novih znanj je na učence prenesel tudi svoje navdušenje za kmetovanje. Učenci osnovne šole Toneta Pavčka so na kmetiji Kastelic pod vodstvom Anje in Jake spoznali pomen ekološke pridelave. Na kmetiji Šuler so učenci osnovne šole Koroških jekljarjev pomagali pri spravilu sena in izdelavi mlečnih izdelkov. Učenci osnovne šole Vojnik so na kmetiji Pšaker spoznali sadjarstvo kot del varovanja zdravja in okolja. Osnovna šola Črenšovci je obiskala večjo mehanizirano zeliščarsko kmetijo Maroša, kjer so se učenci prepričali, da je tudi tam še veliko ročnega dela. Z obiskom lokalnih ekoloških kmetij ter pridobivanjem znanj in praktičnih izkušenj pri krmljenju živali, nabiranju jajc, pridelavi mleka in obiranju jabolk so udeleženi učenci in učitelji nadgradili znanja iz učilnic ter postali šolski animatorji lokalne ekološke hrane. Animatorji so novo znanje prenesli v razrede. Predstavitve so pripravili za sošolce, učitelje, župane, novinarje, zlasti ob osrednjem dogodku v četrtek 7. novembra 2024, ko je bila v šolah in vrtcih od Črenšovcev v Pomurju do Škofij na Primorskem postrežena lokalna ekološka malica. Na ta dan je več kot 3500 otrok in zaposlenih v šolah in vrtcih od Črenšovcev do Škofij zaužilo malico iz lokalnih ekoloških živil. Pridružili so se tudi župani, predstavniki občin, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pridelovalci in mediji. Učenci so se odločili, da bodo lokalno ekološko malico pripravili tudi sami. Med novembrom 2024 in januarjem so skupaj z učitelji pripravili več kot 100 obrokov. Na osnovni šoli Škofije so pekli sadne palačinke, na osnovni šoli Jesenice so šestošolci pri gospodinjstvu pripravili šmorn s čežano in karamelo. Učenci osnovne šole Toneta Pavčka so pod mentorstvom Jasmine Fink pripravili ajdovo kašo z jabolki, osnovna šola Koroških jekljarjev je v skupinah pripravila sladoled z jabolčno kašo. Najmlajši iz osnovne šole Jelšane so pri predmetu Mali šef spekli potico in jo postregli vsem na šoli. V osnovni šoli Frankolovo je potekala delavnica z naslovom Naj viški hrane postanejo najboljši obrok. Vodili so jo Polona Bastič iz osnovne šole Vojnik, kuharski mojster Uroš Štefelin
in promotorka lokalne hrane Marcela Klofutar. Skupaj s kuharji in organizatorji prehrane iz vse Slovenije so iz idej, izkušenj in manj priljubljenih živil pripravili 6 zdravih jedi. Cilj: preseči predsodke otrok do zelenjave in kaš. Mladi kuharski šef Luka Gmajnar je skupaj s šolskim osebjem iz lokalne ekološke zelenjave in mesa pripravil malico za skoraj 700 učencev osnovne šole Vojnik. Ekološko malico so hkrati uživali tudi udeleženci neformalne delavnice in omizja, kjer so svoje prakse in predloge delili pridelovalci, vodstvo šole, svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter kuharji in organizatorji šolske prehrane. Ko sodelujemo, je vse mogoče. Skupaj ustvarjamo bolj zdravo, lokalno in ekološko prihodnost. Vsi skupaj vam želimo dober tek ob današnji ekološki malici.